Revija Zarja Jana je tudi letos pripravila zdaj že tradicionalni dogodek Slovenka leta, namen katerega je počastiti žensko izjemnost, odločnost, prodornost, družbeno angažiranost, srčnost, toplino, iskrenost in pogum. V izboru je bilo 12 izjemnih žensk, ki so zaznamovale leto 2020. Največ glasov je dobila Natalija Spark. Natalija Spark je tolmačka slovenskega znakovnega jezika. Njeno delo je posebno poslanstvo, saj tolmači predstavljajo ključno vez med gluhimi in slišečimi. Opravlja ga 20 let. Znakovni jezik je bil položen že v zibelko, saj sta oba starša gluha. Po težki ločitvi, ko je s hčerko najstnico ostala na cesti in s pomočjo dobrih ljudi dobila streho nad glavo, je uspelo končati študij pedagogike in andragogike. Za diplomsko delo je prejela Prešernovo nagrado. Ko se je uredila življenje in se pri dobrih 40 odločila za magistrski študij psihosocialne pomoči, je pod svoje okrilje sprejela še 2 malčka, za katera biološka mama ni našla pomoči. Natalija je udejanjila rek, da nas padci ukrepijo, oziroma da ni pomembno, kolikokrat padeš, ampak da se pobereš in vztrajaš pri zastavljeni poti. Skozi svoje izjemno zavzeto delo psihosocialne delavke in tolmačke Sparkova simbolno predstavlja glas pogosto prezrte, nevidne in slabo slišane skupnosti gluhih. Moram povedati, da je to zame bilo res nepričakovano. Konkurenca 12 izjemnih žensk je bila močna, vsaka svojo močno zgodbo, izstopajočo osebnostjo, in ljudje so v moji zgodbi in v meni prepoznali to, da sem pač dobila naslov, kar sem izredno hvaležna, niti v sanjah pa ne mislila. In hvala vsem, ki so glasovali zame, vsak klik, ki so ga naredili, in vsako glasovnico, ki so jo poslali po pošti na uredništvo revije Zarja. S svojim nazivom Slovenka leta 2020 si želim to, da bodo vsaj kakšna vrata gluhi skupnosti odprta, da ne bo več vprašanje, ali je znakovni jezik njihov materni jezik pri vsakodnevni komunikaciji, ali je to nek pripomoček. Želim, da se njihov jezik vklopi v vsakodnevno življenje posameznikov. Sama osebno zase si želim, da delam še naprej dobro, pošteno, kakovostno in da v moji psihoterapevtski praksi klienti najdejo moč, da bojo v svojem življenju lažje stopali na svoji poti. Prireditev je potekala na spletni strani www.slovenkaleta.si, kjer si jo bo možno ogledati še nekaj časa. Slovenka leta 2020 Natalija Spark je v zahvalnem govoru izpostavila, da je bilo vseh 11 nominirank izjemnih in da njihove zgodbe niso nič manj pomembne. Povedala je, da so s svojimi izrednimi dosežki zmagovalke vse.